Dobro jutro, dobro jutro. Ja, čas je za novo iskro navdiha v tem tednu in danes je z mano fantastična, izjemna Željka Modrej. Tako kot po navadi, jaz bom čim manj govorila, bom dala prostor naši iskri, da predstavi, kdo je, kaj počne, kakšna je njena misija, se pravi, kakšno je njeno sporočilo, koga želi spoznati in pa navsezadnje, kako lahko skupina Mindful Job Hunt in vsi, ki tole zdajle poslušamo, kako lahko pri tem pomagamo, a ne, da se skreira neki nov korak, na tej poti, na tej misiji, ki jo seveda s pridom kreiraš, Željka. Tako da izvoli, oder je tvoj. Dobrodošla. Hvala, Anja. Mogoče samo za uvod v zgodbo. Anja je prva oseba, kateri sem jaz šla na neko okroglo mizo in govorila in public. Tako da ima to neko srčno energijo, na katero se jaz odzovem, ker se drugače ponavadi ne rada odzivam na take dogodke, ampak ta se mi je zdel tudi danes. Tako da mogoče lahko kaj skupaj naredimo boljšega za ljudi, no. Ja, kdo sem jaz? Jaz sem, kot je že Anja rekla, Željka Modrej. Malo se pohecam, da v mojem prejšnjem življenju, ampak res se mi zdi, sem bila vodja kadrovskih služb, se pravi HR menedžer ali pa HR direktor, kakorkoli, v slovenskih in pa tudi tujih podjetjih. Prehodila sem eno 15-letno pot na vodstvenih položajih. Spoznala ogromno ljudi in dobila ogromno izkušenj, vpogledov v to, kako delujejo korporacije. Žal pa tudi v tisti drugi del, o katerem se ne govori preveč na glas, je pa kaj taki položaji oziroma kulture, ki niso na primer zdrave, lahko povzročajo na zdravje ljudi, zaposlenih in tako naprej. In ker sem tudi sama zbolela in to dvakrat in to konkretno, sem se potem odločila za eno drugo pot in sem šla ven iz korporacij in sem potem ustanovila kliniko za obvladovanje stresa, ker sem združila različne strokovnjake. Zelo pomembno mi je bilo, da so strokovnjaki, ker danes pač je veliko tega na trgu, nekih hitrih tečajev, ki včasih naredijo mogoče malo več škode kot koristi. In zato je neka moja misija, da se naredi neki strokovni hub oziroma kakorkoli se to imenuje, ki ponuja pol strokovno izobraževanje tako za podjetje kot pa tudi potem za lahko pomagamo ljudem, posameznikom, ki so v stresu. Se pravi, res v stresu, to ne mislim v stresu, da malo ne spijo pa potem grejo na dopust pa so v redu, ampak v stresu, ki nas potem nekako že pripelje do nekih fizičnih težav, tako kot se je to dogajalo pri meni. In to je to, se pravi, to je ta neka moja pot. Drugače sem pa seveda žena, mama 2 najstnikov, čudovitih, in ultra velika ljubiteljica konj, tako da če se kaj po meni išče na spletu, ponavadi se najdejo zadeve, ki so povezane s konji, zato ker tudi mislim, da so konji odlični terapevti in učitelji in sem jih zato tudi vključila v kliniko, ampak danes ne bova toliko o konjih, ker mislim, da imamo še druge stvari, ki jih danes lahko povemo. Tako da, Anja, če boš kaj, me kar prekinjaj vmes, ker ne vem, Jaz bom vse tole naredila. Ker res zasluži aplavz, a ne, taka tematika, in sem ful vesela, res ti ful hvala, da si se odzvala. Midva se sicer že dolgo poznava, se mi zdi, da sva kar ene par dimenzij skupaj Ja, res je. preplavali in par svetov v zadnjih letih, in sem res vesela, da ko vidim, kaj se dogaja s kliniko, ko vidim, kako res, mislim, suvereno stopaš v to svojo pač poslanstvo, na to svojo pot, in ja, da se veselim vsake tvoje zmage, no, tako da. Ja, hvala. Jaz mogoče, če bi delila, kaj se je dogajalo z mano, ker mogoče kdo od poslušalcev potem bo vedel, da mogoče ni sam v tem, kar se nam lahko dogaja, ko pride do neke izgorelosti. Vem, da je to danes zelo zlorabljena beseda, zato bi govorila o izgorelosti res v tej fazi, v kateri sem bila jaz, ker mislim, da mogoče lahko na ta način komu pomagava.
Se pravi, pri meni zakaj niso ugotovili, da sem v neki izgorelosti, je bilo zato, ker so moji znaki bili zelo fizični. Se pravi, mi zelo povezujemo, dostikrat ne povežemo stresa s tem, kar se nam dogaja v telesu. Se pravi, pri meni, jaz sem se en dan zbudila in na primer nisem čutila desne roke, ne. In potem valjda k zdravniku in zdravnika na urgenco, kaj če bo ne vem, karkoli. In potem kup nekih slikanj in diagnoz in niso ugotovili nič, jaz sem pa še vedno bila v bolečinah, ne. In potem so se te bolečine selile na vrat in kasneje na vse sklepe in potem so se potem v vseh mišicah. Ne vem, na koncu je bilo že tako, da nisem mogla niti dvigniti polkilogramske uteži, ker so se mi vse mišice zategnile. V glavnem, obiskala sem vse možne zdravnike, vse možne terapevte, ker Kdaj je bilo to, Željka? Katerega leta? Dvakrat se je zgodilo z različnimi simptomi. Prvo je bilo enih 7 ali pa zdaj bo že skoraj 10 let nazaj, da se mi je to prvič zgodilo in takrat se še ni niti toliko govorilo o izgorelosti. Kaj šele, da bi povezovali te simptome, se pravi neke psihološke zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je to bilo v obdobjih, ko sem bila pod ekstremno velikim stresom. Drugič pa se je zgodilo zdaj par let nazaj, takrat pa sem že vedela, da je to pač izgorelost. Vedela sem tudi, da je počasi čas, da menjam kariero, ker sem začutila, da je moje poslanstvo nekje drugje. In takrat so bili pa simptomi zelo tako na sklepih, mišične bolečine in potem sem se tudi vpisala na študij telesne psihoterapije, kjer sem prvič sploh začela dobivati vpogled v to, kako mi z našimi čustvi in razmišljanji vplivamo na neke naše fizične simptome, ker ljudje smo vse, a ne, nismo samo fizično telo. Mi smo pač tudi psiha, duh in vse to, kar se nam pol na telesu tudi izkazuje. In to je bil tako prvi neki vpogled v to, kako se to povezuje, se pravi, kako čustva vplivajo na to, stres in tako naprej. No, in potem sem pa potem šla pa ker sem še vedno bila v bolečinah, tudi po tem študiju, sem pa potem slučajno na LinkedInu enkrat, mislim slučajno, verjetno z razlogom, na LinkedInu našla eno skupino za neki webinar in sem priletela not v tisti webinar med same zdravnike in neke nevroznanstvenike iz Amerike, ki so pa potem razlagali, kako ljudje bolečino dojemamo in procesiramo in koliko je te bolečine v bistvu povezane s stresom in koliko te bolečine je tako imenovane nevroplastične. In bi mogoče malo več danes o tem povedala, zato ker mogoče lahko tem komu pomagave. Zdaj tako, ne, nevroplastična, se pravi, jaz sem najprej šla na ta webinar in potem sem šla tudi na šolanje. Tako da v Sloveniji sva trenutno dve, ki sva to šolanje naredili, zato je to zelo, zelo novo področje. In jaz tukaj tudi seznanjam zdaj zdravnike že počasi, ampak res je to novo področje, no, tako da ne vem, Še malo postran gledajo. Ja, mislim, jaz mislim, da bolj gre za to, da ni še toliko znanja, da bi ljudje začeli povezovati neke fizične simptome s psihičnimi mislim, s tem, kako naši možgani delujejo in kako procesirajo stvari. In vem, da je to pač nekaj, kar je novo, ampak tudi vem, da je to prihodnost zdravljenja, tako da, ker imajo odlične rezultate že tisti, ki v Ameriki to delajo, tako da in je tudi znanstveno podprto, so klinične raziskave in tako naprej. In gre za pristope, ki so čisto terapevtski, brez zdravil. Ni pa to za vsakega, se pravi, najprej se mora ugotoviti, a gre za to vrsto bolečine. In v tem bi mogoče malo več povedala. Zdaj tako, ta nevroplastična, imenuje se nevroplastična oziroma neuroplastik, ne vem, kako se to v slovenščino prevede, ker seveda nimamo še besede za to. Nevroplastična pomeni, da je sprožena s strani možganov, se pravi neuroplastik pa pomeni, da se spreminja obliko in tako, ko se možgani, in potem je ideja, da tako, ko se možgani naučijo bolečine, se tudi lahko odučijo, ne. In to je velik premik v načinu razmišljanja in zdravljenja kroničnih bolečin, ker to, ko so v Ameriki delali klinično študijo, je bilo za težave v mišično-skeletnem sistemu, s čimer se mi tudi v kliniki ukvarjamo, v M-klinik, s težavami v mišično-skeletnem sistemu in so pač zdravniki in fizioterapevti, ki to delajo, jaz sem pa pol za ta del, ki je neki most še potem s tem psihološkim delom. In ta bolečina je
Ne vem, kako naj to razložim. Naprimer, naprimer, da imamo zvin gležnja in potem nas boli noga, ne vem, 2 meseca, 3, in potem se ta bolečina sanira, se pravi, načeloma nas več ne bi smela noga boleti, ker poškodbe več ni. Ampak Mhm. mi še vedno leto ali dve zatem, ko stopimo na tisti gleženj, začutimo bolečino. Eni ja, eni ne, ampak tisti, ki jo začutijo, ta bolečina več nima veze z poškodbo gležnja, ampak ima veze s tem, da so si možgani zapomnili, da je ta gib za nas bil enkrat nevaren. Wow. In zato sprožijo signal bolečine, čeprav ni več poškodbe. Se pravi, možgani so stroj, ki predvideva in včasih se zmoti, ne. In tako se zmoti pri teh bolečinah in sproži bolečino. In ta bolečina je identična kot tista bolečina, ko smo si zvili nogo. Se pravi, mi ne moremo ločiti, a zdaj gre za res bolečino v tkivu, se pravi, da je nekaj poškodovano, ali so pa to možgani, se pravi, isto bolečino sprožijo. In zato je to težko, ker si ljudje dostikrat, nekaj je narobe v mojem telesu. Se pravi, zdaj jaz z mojimi diagnozami, ki sem jih imela res 20, res sem imela vse. Jaz sem imela fizične, na primer koleno utečeno, se pravi čisto rdečo, uteklo, hodila sem na fizioterapije. Se pravi, jaz sem bila prepričana, da je z mojim kolenom nekaj narobe. Tudi ortopedsko je bilo, da imam neko pliko kolena, in mi je tudi ortoped lepo rekel, ene ljudi to boli, ene ljudi ne boli. Ne, in tam v Ameriki so prav raziskovali, zakaj zdaj ene boli, zakaj pa ene ne boli. Ne. In razlog je v tem, kako to možgani procesirajo. In zdaj, kaj naši možgani delajo, je, da ne vem, kako to bi najlažje tako z onim gumbom na radiu, mislim, z onim, ko na glas daš, volume up, ne, ko narediš. Na primer pri meni, zdaj, če bi se tebi to zgodilo, bi to čutila kot, malo sem nekaj delala, pa malo nekaj čutim v kolenu, kot raztegnili so se mi nekaj tkiva, vse je okej. Pri meni pa ta ista zadeva, pa moji možgani dramo z tega naredijo, to je grozno, ona se bo zdaj poškodovala, in potem pošljejo pač Signale. dramo, in dejansko to lahko vpliva potem tudi na to, da kolena dejansko tečejo. Se pravi, mislim, uteklina se lahko tudi s tega naredi. Tako da možgani so zelo powerful v smislu, kaj nam vse lahko naredijo dobrega, ampak potem tudi take stvari, ne. In zdaj tipični znaki neki, mi smo sicer naredili test, tako da za tiste, ki mogoče začutite, da bi lahko imeli nekaj takega, ker dosti kroničnih bolečin, skoraj več kot polovica v mišično-skeletnem sistemu je lahko povezanih s tem. Smo naredili en test, ki je čisto brezplačen na naši spletni strani, lahko pol tudi dave. Ja, bova dali potem link oziroma boš delila, seveda. Tam vidite tudi točke so pol, a spadate mogoče v to vrsto ljudi, ki ima to vrsto bolečine. In če spadate v to vrsto ljudi, je to zelo dober pokazatelj, zato ker se da zelo lepo to rešiti. Ni treba na operacijo, ni treba, dostikrat pol ljudje grejo na neke dosti bolj agresivne zadeve, pa sploh ni tam catch, ampak je catch v tem, kako možgani pač zaznajo to našo bolečino. In zdaj neki simptomi, tako na hitro, če lahko povem, ne, so, da se bolečina seli, na primer po telesu, ne. Tako je bilo pri meni. Najprej me je zelo bolel križ, potem mi je kar naenkrat šlo na rame, potem sem seveda mislila, da imam z ramami nekaj narobe, sem šla slikat to. Potem me je začel boleti vrat, potem so me začela boleti kolena, potem me je začel boleti desni kolk, ne. In jaz sem res mislila, da sem cela sesuta, ne, ker pač seveda, če nimaš tega znanja, vedno pomisliš, da je nekaj v telesu narobe, ker smo mi biološka bitja in povezujemo, nekaj me boli, torej je nekaj s tkivom narobe. Ampak to je danes, kot pravim, dokazano, da ni temu vedno tako. No, in potem sem pač s temi pristopi potem počasi šla ven iz tega, ne. In danes sem v redu, je pa to bilo tako, na primer, sem jahala prej, sem tekmovala, imam športnega konja, in sicer me je malo bolel hrbet, ampak pol kar naenkrat, ko sem pa res bila spet pod tistim ogromnim stresom v službi, se je pa zgodilo to, da kar naenkrat so me pa začeli vsi sklepi boleti. In tudi če sem 5 minut sedela na konju, so mi kolena otekla in 2 uri po tistem nisem mogla nič, samo ležala sem doma v groznih bolečinah. In potem sem začela razmišljati, kako po 5 minutah me bolijo kolena, če pa lahko hodim, pa lahko plešem, na primer, ne, pa nimam otečenih kolen. To so mi bili taki znaki, da nekaj čudnega. In valjda, ko sem spraševala zdravnike, ni bilo jasnega odgovora. No, in tam smo se učili, ne, ker nima to veze z samimi koleni, ampak s tem, kako so spet moji možgani odreagirali. Seveda ja, lahko je bilo, ker sem pač, na primer, zakaj na konju?
in zakaj ne pri plesu. Je bil tam en primer, na primer, tudi, da je eno zelo bolel hrbet, ko je sesala stanovanje, ko je bila pa na vrtu, pa je ni bolel Pa hrbet. ne. Pa isti gib, ne, isti gib v hrbtu, ampak enkrat je bila bolečina prisotna, enkrat pa ne. Zato, ker to oni imenujejo conditioned response, se pravi, povezujemo z neko aktivnost. Mi povežemo to z neko aktivnostjo, ki jo delamo. Ali pa ne vem, enkrat smo dvignili škatlo, pa nas je zaštihalo v križu, in zdaj vedno, ko dvigujemo škatlo, nam možgani pošljejo signal bolečine in mi mislimo, da je to zaradi hernije. Ali pa ne vem, ker je pač nekaj bilo v hrbtu. Ampak so tudi dokazali, da tudi hernija lahko gre nazaj in je že ozdravljena, v naši glavi je vedno nekaj imamo tam, zato je zdaj ta bolečina. A to razlagam tako, da razumeš? Ja, absolutno. Mislim, meni je ful zanimivo, ker poznam ogromno ljudi, ki se Ja. soočajo s takšnimi in drugačnimi. Ja, in Športniki recimo, a ne. Ja, pri športnikih je ogromno tega in tudi na tem izobraževanju je bilo ogromno športnikov, ki so si pol zrihtali te bolečine, no. En drug signal tak, ki se na primer pri meni pojavlja, da se je bolečina pojavljala simetrično na obeh straneh. Se pravi, mene so kar naenkrat začele boleti oba sklepa na rokah, se pravi tukaj, ne. In to tako, da nisem seveda spet mogla konja držati, meni je to taka kazen bila, da pol nisem mogla jahati, ker to pač najrajši delam in tam je res taka kazen bila, ne morem več na konja, ne morem prijeti, vajeti, vse me je bolelo, ne. In te bolečine, ki se pojavljajo simetrično, pa ne vedno, ampak to je en tak pokazatelj, da je lahko tudi to, da se simetrično začne pojavljati. Ker če razmislimo, če mi imamo res fizično poškodbo, zakaj bi pol simetrično, zakaj bi se potem na obeh kolenih, na obeh rokah, na obeh ramenih, ne. Se pravi, če ti imaš poškodovano desno ramo, zakaj bi v levem, ne, bila tudi bolečina. To možgani naredijo. Seveda ob predpostavki, da izločimo fizične poškodbe, to moram vedno povedati, ker imamo tukaj zato tudi zdravnika, ki izloči, da je strukturno nekaj s človekom narobe. To se mi zdi zelo pomembno, da ne bo kdo, da so vse bolečine take, seveda so tudi bolečine od akutnih poškodb, ki si jih pač naredimo. Jaz zdaj razlagam ta drug del, ki je dostikrat spregledan. A ne, se pravi, ena je ta simetrija, drugo, kar je pa meni bilo zelo zanimivo, je pa, da imamo podobne karakterne značilnosti ti ljudje, ko imamo to vrsto bolečine. In to je perfekcionizem, ki se ga mogoče niti ne zavedamo, ampak če malo pogledamo, kako si mi želimo in predstavljamo, kako bi naj naše življenje teklo in želimo malo nadzirati dogodke, to si včasih malo težko priznati, ampak to imamo, to so neke skupne značilnosti, potem, da dajemo druge pred sebe, na primer, to je tipično v kadrovski stroki, dosti kadrovnikov zgori, je v izgorelosti zaradi tega, ker hoče pomagati drugim, na sebe pa malo pozabi. To so neki mali pokazatelji, da lahko tisti, ki imajo to bolečino, kup enih stvari moraš zložiti na kup, da dobiš res, da je to ta bolečina, ampak to je tudi en pokazatelj, so tudi karakterne lastnosti. Potem en tak znak je pa tudi travmatične izkušnje v otroštvu, pa ni treba, da smo zdaj imeli grozne travme, ampak nek občutek, da nismo bili čisto varni v otroštvu, ne. Se pravi, da nismo imeli tistega, ne vem, da nas ni nekdo vedno objel, ko bi morali, ali pa, ne vem, res ni treba, da je to grozna fizična ali pa spolna zloraba, lahko je pač nekaj, kar je bilo stresnega za nas in mi to, Za naš živčni sistem verjetno, a ne. naša psiha to ni predelala na način, kot bi pač morala, ker smo pač bili premajhni, tako da se tudi to malo pogleda, kake so značilnosti, ki so bile v otroštvu. In en pokazatelj je še kronične bolečine v družini. Se pravi, če se to iz roda v rod prenaša, je to tudi lahko en pokazatelj, zato ker to tudi malo s programiranjem gre, ne. Mamo je bolel križ, mene boli križ, ali pa povežemo, ne, možgani to povezujejo in tudi take imam že zdaj, ne. Mi vsi to imamo, ne. Mi to imamo v družini in pol povezujejo samo z genetiko. Genetika je lahko del, ampak potem, kako se to izrazi, je pa odvisno od pač različnih stvari. To so take ene na hitro, sem zdaj povedala par teh simptomov, če se tako na hitro najdete, ampak prvi in tako zelo enostaven je, a se mi je bolečina pojavila, ko sem bil pod stresom, ker to ne povežemo in tudi jaz nisem povezala takrat, ko se mi je to dogajalo. In če se bolečina pojavi pred stresom, zelo verjetno je, da je to ta vrsta bolečine.
Tako da to je to zelo na hitro. To govorim zato, da pač ljudem, ki so dostikrat, ki so v izgorelosti, ker pač takrat smo popolnoma sesuti, seveda je to za telo pol danger signal, se pravi nevarnost je v telesu in potem nam začnejo možgani sprožati razne bolečine, a ne. Bolečine. Ja. Pa tole bi še recimo poudarila, saj to smo se dostikrat pogovarjali. Izgorelost kot taka, se pravi burnout, to se ne pojavi zaradi obilice dela, ne. Ja, res je. Ampak se pojavi zaradi teh notranjih bojev, ki jih v Ja. bistvu se sploh ne zavedamo, ali pa saj je v redu, saj sem v redu, saj sem v redu, a ne, ampak to se v bistvu nalaga, a ne. Ta napetost. Kako je to potiskanje čustev, na primer, ki jih delamo, sploh v poslovnih okoljih, zato da tam lahko preživimo, pol enkrat morajo priti ta čustva ven, ne, in naše telo to pol ima zelo različne, zelo prefinjene načine, kako to dela, in ne, burnout ni zaradi nadur, in to tudi, ko me sprašujejo kaki vodje, zdaj pa ne smemo dati nadur zaposlenim, ker bodo vsi v burnoutu, ker res je danes to zlorabljena beseda, škoda, ker obstaja burnout, ta pravi burnout, in potem obstaja marketinški burnout, ki pač. Mi to malo povej, no, ker to mi je pa tudi ful zanimivo, ker saj veš, midva sva tukaj, da razbijeva tudi mite, a ne, oziroma bullshit, da po domače Ja, rečem. mislim, definitivno ni burnout povezan s številom nadur, ker lahko sem jaz delala ne vem koliko nadur in sem se pri tem dobro počutila. Okej, če nisem spala, sem se malo naspala in sem bila v redu. Če sem pa delala neke stvari, ki so bile proti mojim nekim vrednotam, pa sem to delala zelo dolgo časa, pa se nisem dobro počutila ali pa nisem mogla izraziti svojega mnenja v delovnem okolju, ali je pa bilo pri mojem prvem burnoutu res veliko mobinga, ampak ne bi zdaj o tem, ampak to se dogaja v korporacijah, sploh na teh, pa po mojem na vseh ravneh, ampak na vodstvenih pa še to bolj mogoče misli kdo, da ne, ampak se. Mislim, da še hujše. In to potem vpliva, a ne, ta del, čustven del vpliva na burnout. In ko je burnout, to pomeni zgori tudi živčni sistem, a ne. Mi takrat zgorimo, imamo tukaj v kliniki tudi klinično psihologinjo, ona to razlaga po stopnjah, kako to gre. Se pravi, ko je ta neki zlom adrenalni, ali kako se reče, ker res nisem zdravnik, da ne bom kaj narobe rekla, ampak ko pride do tega, nam ugaša vse v telesu, a ne. In ni to hec, ni to, ona je pa malo zgorela, ne, to traja pol 2 leti, da se telo. Matična plošča se ti skupi, a ne, in to to je. traja, res, jaz tudi pri sebi sem videla, jaz sem rabila 2 leti, ko sem šla iz korporacij, pa ne bi rekla, da je tam bilo, da sem imela nadure, ampak prav čutila sem, da to delo več ni zame, pač po moje ta pot, ki sem jo prehodila teh 15 let, dosegla sem, kar sem lahko, in začutila sem, da nekaj drugega me vleče, verjetno to, kar delam zdaj, a ne. Če to dolgo delaš proti sebi, potem pač se telo upre, ne, in iz tega pride, to je zdaj moje mnenje, to zdaj ni zdravniško mnenje, iz tega pride burnout, a ne. Misliš, če je recimo, če nekdo je že imel prej skozi neke kronične bolečine, a ne, in potem se znajde v neki situaciji, a veš, ker zdaj veliko ljudi razmišlja, da bi naredili spremembo, pa jo ne, ker pač ne, morajo ostati v obstoječi službi in tako naprej. In se te stvari kar potencirajo, se pravi, se okrepi ali pa se mogoče malo prestavi bolečina, ampak jo ne povežejo s tem, ne. Ja, saj zato pravim, da prvi en tak znak, ki je, če imajo bolečine, mislim, če imate bolečine ali pa če kdo od vaših, pač ki jih poznate, imajo bolečine, je fajn razmisliti samo, saj to, a sem bil takrat pod kakim stresom. Jaz vsakega vprašam, kaj so vaši stresorji trenutno in kaj so bili v preteklosti, največji stresorji v preteklosti in trenutno. Ker ljudje ne. Kaj so največji stresorji recimo pri ljudeh? Ja, stresorji ali so življenjske okoliščine, v smislu nekih smrti v družini, tega je veliko, ker ni nujno, da se to v službi dogaja. Se pravi, mi danes živimo v ultra stresnem okolju. Eno so življenjski dogodki, ki nas dajo v tak stres, drugo je tehnologija, ki nas daje v ta stres, ker smo skozi dosegljivi. Naša biologija ni narejena za to. Ne, mi smo evolucijsko narejeni za delo pa počivanje, ne pa skozi neko bombardiranje. Jaz prvo, kar sem v burnoutu naredila, sem si iz telefona zbrisala mail in vse te opomnike, ki skozi piskajo. Ker ti skozi ta alert imaš malo, in skozi sistem je malo razdražen, in če je razdražen predolgo časa,
nima časa počivati. Se pravi, tehnologija je tudi danes nekaj, probajte dati telefon 2 uri stran. Mislim, jaz ga dam gor na omaro, da ga ne dosežem, ker to smo tudi imeli na izobraževanju. Koliko mi dejansko na telefon skozi pogledamo, ne. To tudi možgani delajo, to je Ja, saj iščejo obstaja nek ena aplikacija, a ne, jaz sem jo imela nekaj časa nazaj, ke dejansko, po določenem času se ti telefon zaklene in potem moraš plačati, da se ti odklene. Res, veš, koliko crazy. In še v bistvu, itak ti skozi kaže, a ne, ker ti nekako, vse ti tracka, a ne, vse ti, gleda, kaj si uporabljal, koliko časa. In to je res Ja. strašljivo, ko vidiš pol te Strašljivo je, pa še cifre. bolj strašljivo je pa za otroke, ker se jim možgani še razvijajo, ne, in je, mi se tega ne zavedamo, nočemo se tega zavedati, ampak tudi odrasli smo odvisni od tega. Mi bolj pri otrocih vidimo, tisti, ki imamo otroke, ampak sami smo zelo podobni. In zato kar jaz delam, ga res, ko gledam televizijo, ga dam nekaj, da ga ne dosežem, ker avtomatsko, ali ko je kaj groznega, spet možgani iščejo varnost in se priklopijo Ja, na telefon. ja, Ali pa, ja, ko ja. mi je dolgčas, dolgčas je in pol sem začela opazovati mojo dinamiko, kdaj jaz to delam, in pa smo to tudi na izobraževanju imeli, mi je bilo ful hecno, kako smo sprogramirani dejansko s takimi stvarmi. Tako da danes je stresa dosti več in tudi izgorelosti tudi zaradi načina življenja, to sem hotela povedati, ne. Se pravi, kup tehnologije je, ki nas na to, dosti premalo smo v naravi, poleg tega se je pa izgubila, ta, družbena nota v smislu, da nismo več tako povezani. Ta tehnologija nas je kao povezala po tako, nimamo pa tega človeškega stika, kar so včasih ljudje imeli, Fizično, a ki so ne. se Ja, družili, ja. mi to rabimo. Mi smo socialna bitja, mi rabimo stik, mi tudi rabimo dotik, in tako naprej, in zato je to en velik del, ki vpliva na razvoj vseh teh, bolezni, ki mogoče na prvi vidik se tega sploh ne zavedamo, ampak tega je veliko in tega se tudi veliko vidi na delavnicah, na primer, ko imamo s konji, ko so v naravi in potem so kar naenkrat brez telefonov in so tam povezani, to je čisto druga dinamika, da se malo odklopijo in potem vsi govorijo, kako je res problem to, da se več ne družimo, teh osnovnih stvari, ki so jih včasih imeli dosti bolj, danes več ni. In vse to vpliva, se pravi, ne samo služba, ampak cela družba, kako danes funkcionira, vpliva na to, kako mi danes potem razvijamo vse te razne, bolezni in tako naprej. Ja, če pomisliš malo nazaj, ne, recimo, kolikega truda smo včasih vložili, da smo prenesli sporočilo iz enega konca na drugega. Ja, Recimo, ko se piše, a veš, ko še ni bilo mobitelov, a ne, mi smo ja, še ta cajt tudi, ne vem, a so bili fizični telefoni, ampak če smo bili, veš, otroci, pač nismo, ne bom zdaj tega fanta poklicala, ne, ali pa prijateljica, ali pa ni ga doma, ne vem, starši rečejo in pol tako, res si se mogel potruditi, res si mogel iti do tja ja. osebno, če si hotel kaj Ja, povedati. jaz sem imela one, ko sem jaz še bila v osnovni šoli, smo imeli tisti neki pen friend, pa smo si pisma pošiljali, tistim. Ful Ja, dobro, ja, ne, ja. ampak a veš, ful, Pa smo jih res prav super. mogli napisati pa poslati, valjda, ker še ni bilo vse te tehnologije. Ja, in dosti več truda smo morali vlagati, Ja. ko si rekla, kot danes, ne. Danes je vse nekaj na dosegu roke, hkrati pa nas to oropa vsega tega, kar se pogovarjajo, ne, in, zato je pač na žalost, zato je tudi v osnovi klinika za stres nastala, ne. Ker, ljudje se ne zavedajo tega, ne. Se pravi, vidimo samo posledice, ko smo že predaleč, malo manj se pa sprašujemo, kaj nas je do tega pripeljalo, ne. Tako da Željka, daj mi še nekaj povedati, obstajajo kakšne, ne vem, znanstvene raziskave ali pa kaj res iz preteklosti, recimo 100 let nazaj, a ne? mhm. Ali je bil pojav burnouta takrat? Ne vem, če se je govorilo tako o burnoutu, ko se danes govori, pa tudi ne vem, a je ta termin, zdaj ne vem točno, kdo se ga je Iznašel, spomnil, ne? ampak Ja, ja, ja. da bi prav neki stari teksti obstajali o burnoutu, ne. Mislim, z teh duhovnih vidikov imaš, kako se to reče, loss of soul, tako Ja, kot da ja. delček duše izgubiš, ampak, ne, ampak tudi tukaj, kar smo mi imeli za bolečino, tukaj pa so teksti za nazaj, ampak nekako jih niso dajali v ospredje, ne, ker je Se pravi, da je medicina bolj šla povezano v z ta možgani. da je fizično nekaj narobe, niso pa toliko povezovali. Tako da sem ravno zadnjič brala knjigo, ki so jo zdravniki napisali, kjer so raziskovali to, Wow. kako, kaj so stari teksti, in pač zelo veliko starih tekstov ali ne obstajajo več ali pa niso prišli v ospredje, ker se je dosti bolj gledalo na ta fizični nivo. Prav za burnout pa ne vem, mislim, da ne vem, no, če je bil tako v preteklosti. Vrhunsko.
Ja, Ja. hvala ti, Željka, res tole je bilo, Ja, mislim, to se pa zdaj ful tvoje zanimivo. minilo hitro. Daj še povej, na kak način lahko pridejo do tebe, kje te najdejo, povej kaj o Ja, mislim, najdejo me lahko kjerkoli. Na Facebooku sem, na LinkedInu, na spletni strani, če res imajo težave, se pravi to, kar smo se danes pogovarjali, s kronično bolečino ali pa tudi s katerimi drugi vrstami bolečin, je pač klinika, M-klinik, to lahko dave link. Tako da to je to, pač sem Kaj pa tvoje prisotna na sporočilo, recimo, socialnih za vse omrežjih, tiste, tako da, ja. kaj pa tvoje sporočilo za vse tiste, ki zdajle gledajo, ki bojo še gledali recimo posnetek, kaj je tista glavna stvar, ki bi jo danes izluščile? Mm, da da naj pazijo nase, da zdravje je najbolj pomembno pred službo, se pravi, da nič nam ne pomaga, da imamo dobre službe, dobre avte, in velika stanovanja, če ne moremo v tem uživati. Isto velja za tiste, ki iščete zaposlitev. Vem, da je to stres, ampak včasih se nam tudi zgodi, da kaka zaposlitev je nismo dobili zato, da smo ohranili to zdravje. Za tiste, ki ste v službah, pa ste v visokostresnih pozicijah, pa to, da se zrihtati vse, traja nekaj časa, ampak so rešitve, tako da glavo gor, pa Bravo. rešitve so tukaj, pa vam lahko pomagam, no, tako. Bravo. V glavnem, evo, vsi tisti, ki to zdajle poslušate, morate se zavedati, da smo danes poslušali Željko, a ne, to je kaliber, ki bo prej slej po celotnih svetovnih odrih razlagala to, kar je danes tulele razlagala, a mi smo jo imeli na Kako si ti prijazna, hvala, ja. Ful ti hvala, res the best. Glej, bom zdajle jaz tole objavila in prosim, daj še potem ti v komentar linke ali pa mi kar pošlji, pa bom jaz v tekst noter objavila potem linke, Velja. da bojo imeli vse te teste in vse na enem mestu. Velja. Okej? Okej, dobro, The hvala ti best, evo, še en aplavz na koncu. Bravo, bravo. Pozdravi konjička. Ja, ja, ja. Reci, da ga Anja pozdravlja. Ja, te že pogreša, je že povedal, da Ja, moraš kaj priti. tudi jaz njega. Tako da se vidimo kmalu. Še Ja. enkrat hvala, Željka. Hvala Top si. tebi. Čau, Čau, čau. čau.